bi odklopil se, pa nimam blage veze, kam naj grem. Smo Alo Stari in poslušate oddajo Radioaktivno. Danes grem do konca, danes rešil bom problem. Pa če ga ne porihtam, te je že tak moglo bit. Danes vsega grem ubit. Hej, če si na drugi strani, zdaj ti noben ne brani. Meni je zakon, da sem tu. Danes ne grem domov. Iščem večno srečo, iščem tedenski izziv. Iščem neki hudi plas, da bi se not med folkom skril. Za en trenutek bi rad se pozabil, samo mi ne gre. Rad napisal pismo min, mogoče pa se jih bojim. Hej, če si na drugi strani, se ti noben ne brani. Meni je zakon, da sem tu. Hej, če si na drugi strani, se ti noben ne brani. Meni je zakon, da sem tu. Danes ne grem domov. Če si na drugi strani, se ti noben ne brani. Meni je zakon, da sem tu. Če si na drugi strani, se ti noben ne brani. Meni je zakon, da sem tu. Danes ne grem domov. Danes ne grem domov skupine Alo Stari z albuma Sempre nič ti neom. Tine, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno. Ja, lepo zdrav tudi vam. Sem se naučil že kaj mariborsko od prejšnjega intervjuja, glede na Ja. to, kar sem prebral. Super. Jaz ne bi imel nobene pripombe. Lani ste obeležili že 5 let delovanja. Res Hitro se je je. obrnilo. 5 let je bilo ful hitro mimo, ja. Mi gledamo že na 10. obletnico, ne samo na 5. Pač stvari se še zdaj dogajajo prehitro za nas, no, in čas samo teče in beži. Že sem pogledal v svoj arhiv in videl, da sva prvenec predstavljala leta 2021, 2. novembra. Je bila korona? Je bil Ja. COVID? Je bil, ne? Ja, je bil. Kaj si normalno, ja? Joj, kaj se je vse od takrat zgodilo. Tudi drugi album ste dobro najavljali singli, vidim, da se zadeva dobro prijela, tudi slišim. Ja, ful. Tako prvi kot zdaj drugi se je izjemno dobro primu. Mi smo zdaj trenutno konkretno že z mislimi na 3. albumu. Je pa ta drugi še vedno tisti, ki pač daje tisti zagon zdaj na odru, ne? Ampak verjetno uspešnice z prvega še vedno preigravate. Absolutno. Brez njih ne gre, z njimi ponovadi začnemo in končamo koncert, ker se pač že so se tako prijele med publiko, da enostavno brez njih ne gre. Bi lahko na nek način rekli, da so nekatere že ponarodele? Predvsem tista v sebi dal, tista vedno najbolj zažgene, ker se vsak, čisto vsak najde v njej, no, ampak se lahko rečemo v njej še malo kasneje. Prideva še do tega, Ja. pa do drugega albuma malo podrobneje. Kot si pa že najavil, delate novi material, kajti bave so sedaj na radijih. Ja, najbolj smešno je, da ne napovedujejo približno tega, kar bo v 3. albumu zaslišati, ne, ker bo spet čisto zanimive zgodbe, čisto zanimive izkušnje, ki jih bomo skušali izliti skozi komade. Babe so pa pač babe, nekaj takega, kar smo mogli dati ven, se veš, o odnosih in tako naprej. O tem sva sicer že govorila v kratkem intervjuju. Tako. Greva k z drugega albuma Spali bomo, teko bomo mrtvi. To je tisti komad, ki je sploh, mislim, da je nastal prvi, ko smo se lotili delanja komadov za novo ploščo. Enostavno je tisti komad, ki folk na koncertih zbudi, ki jim da tisto veselje, ki zbudi tisto energijo, da se jim pol na koncertu zmeša. Da bo na koncertu noreli, ne pa potem drugje, da dajo vse iz sebe točno takrat. In tudi to za tiste, ki premalo spimo. V bistvu bi lahko rekli, da ima komad malo prenesen pomen tudi sploh za tiste, ki so
so oziroma smo malo bolj novi starši postali, ne? Lahko v bilo kakšen kontekst damo ta komad. Ne maram gužve, ne maram sebe, ne maram foka, ki se vedno grebe. In tisti, ki mi pravijo, da so vedli, zavijet ni bilo nič, čeprav so gledli. Preveč razmišljam, premalo mislim, prevečkrat nasedam foram mislim. Rate manj ko brata, sam si kreten, vedno nareš neki jebeni problem. Spali bomo, teko bomo mrtvi, drli se, da naj bo bolj na glas. Spali bomo, teko bomo mrtvi, tak da v Švic, tak da vse teklo dol po nas. Ne iščem sreče, tam kjer jo drugi, preveril sem že kak bi zgledal z drugi. Razumem, da tudi buce morajo kakat, samo zakaj jih moram vedno čakat. Iz droba sem že davno dol padel, iščem sponzora, da mi da nagrado. Kak dolgo je do pekla, če grem peš, kak dolgo pa, če grem še v Meka vmes. Spali bomo, teko bomo mrtvi, drli se, da naj bo bolj na glas. Spali bomo, teko bomo mrtvi, tak da v Švic, tak da vse teklo dol po nas. Drli se, da naj bo bolj na glas. Spali bomo, teko bomo mrtvi, noben se nikoli ne ospomnil nas. In vsako jutro, ki bomo ga vlovili, bo zopet novi foc na obraz. Spali bomo, teko bomo mrtvi, tak da v Švic, tak da vse teklo dol po nas. Tak da v celi cajt Švic teko dol po nas. Tak da bo celi cajt Švic teko dol po nas. Spali bomo te, ko bomo mrtvi, skupine Alo Starih oddaje Radioaktivno. Leto 2021, kot sem dejal prej, je bil prvenec, pa kaj te stavo je? Tine, kam je šel drugi album v primerjavi s prvim? Predvsem produkcijsko in glasbeno smo malo šli širše kot v prvem, ker smo se bolj striktno držali tiste formule. Sploh recimo s komadom Glavno, da midva sva skup, ki je čisto nekaj drugega, ne našega, in pa z mogoče komadom Že dugo, se o njem lahko tudi kasneje kaj par besed več rečemo. Enako pa potem bo že tretji nakazoval, da se ne pustimo nekako stilsko popolnoma omejevati, no, ampak si pustimo odprta vrata.
No, tudi na drugem albumu sedaj že greste tudi žanrsko mogoče na trenutke druge smeri. Tudi, recimo tudi komad z MK-jem, ne, ki je neka kombinacija hip-hopa in pač malo trših ritmov. Tako da to je ravno tisto bistvo, da album ponudi malo več kot pa tisto naše jedro. No, sedaj tudi Leopold prvi gre v to smer, ko je škrt na koncu zelo udaren. Zelo, zelo udaren, ampak ker pač Mike je že dolgo časa poznamo, ne, tudi vemo, da prihaja iz podobnih vod, iz katerih prihajamo mi, ne. Ampak je zanimiva zgodba hip-hopa, pa ne vem tega, kar mi, če lahko temu še danes sploh rečemo punk, v bistvu izhaja iz popolnoma neke podobne osnove, ne, tako da ni nič nenormalnega, da tudi on zaplava v take vode. Ste pa na obeh albumih zelo udarni. Ja, mi se ne pustimo prepričati v to, da bi produkcijsko preveč umilili zadeve, ker potem to nismo več mi, ne. Zdaj, če radijske postaje to sprejmejo ali pa ne, nam to ne predstavlja neke težave, no. Glavni so koncerti in če folk lahko doživi na posnetku to, kar doživi živo, kar pomeni, da so ritmi bolj trdi, smo mi naredili svoje. Je mogoče druga plošča na trenutke malo bolj umirjena? Kakšen komad več? Kakšen komad je mogoče malo bolj umirjen, ampak vseeno, mogoče še najbolj umirjen, vsej na začetku, glavno, da mi dva smo skupaj, pa potem komad je Nisem jezen, samo me raz, ne. Tisti ima predvsem malo tako zgodbo, ki malo bolj boli in je malo bolj resen, no, napram ostalim. Da bi se pa zdaj čisto umirili, no, tega pa mislim, da ni v nobenem komadu. Tretja bo Lejti Ovega. Ta komad je čista zajbancija. S prstom kažemo na tisto določeno skupino ljudi, ki pač ne vidi dlje od, mi smo temu rekli, ko fakirski konj, ne, ko ima pač tiste preko oči, ne. V glavnem življenju je treba gledati malo širše, kot pa biti v tistem svojem balončku, ne. Pomeni, da bi tukaj lahko izpostavili konkretnega. Ja, lahko bi, ampak Ne se vsak spozna sam. tako. Vedno me kleja, ko grem tam mimo, ko da je Boga za jajca primo. Tam polepša mi
Alo, stari, leti ovega je bila slišana, ti ne ostajate skatepunk? Ja, pa ne, no. Mogoče rdeča nit je še vedno ista, ne, ampak se trudimo zaplavati tudi malo drugam. Čeprav pa imam občutek, da vas to spremlja že od otroštva. To nas spremlja že od vedno, no. Vse smo vedno tudi druge stvari poslušali, ampak tu smo se pa, to je pa tista stvar bila, ki nas je povezala, ne, ki smo se, to so bile prva neka prava druženja, prva prava prijateljstva so nastala preko te glasbe, ne, in to je tisto, zakaj še vedno, lahko rečem, živimo za to. Ki je danes punk, rock. Kaj jaz vem, po moje se je skril malo bolj v neko alternativo, ampak nek zvok se vrača, mislim, tudi kitare se vračajo nazaj s temi pop artisti, ali ne vem, Olivia Rodrigo, pa to je malo več tega spet slišati, ne, za razliko od preteklih let, tako da nek vpliv definitivno ima, ne, sploh na tem področju, ki ga mi fej spremljamo, se stvari ponovno vzpenjajo, tako da po moje čez leto dve zna biti spet kaki novi boom. Kot protiutež vsem sintetičnim zvokom. Ni nujno, da so sintetični zvoki slabi, mogoče so zdaj te nove generacije uspele to nekako tako združiti, ne, za njih je sintetični zvok mogoče celo zdaj že postal organski, ne, oni so s tem zgor zrasli, ne, mi nismo, ne, in je zadeva, po moje neka kombinacija obojega zelo fajn nakazuje to, kar se bo zgodilo kasneje. No. Mogoče lahko s temi umetnimi ritmi bolj manipuliraš. To je res, ne, po drugi strani pa se moramo mogoče bolj bati kakšne umetne inteligence ali pa česa takega, kot pa, da sintetični ritmi prevladajo. No. Ta slednja že kar nekaj zmore, tudi v glasbi. Umetna inteligenca, mislim. Ja, res je. Čakaj, kateri komad imamo zdaj? MSG. Aha, ta pa je zelo osebna zgodba, ta je res direktna, to pa gre za čisti odnos, ko se z nekom več ne vidiš skupaj, ko je vse skupaj razvodenelo. In mislim, da so v njej pokazani res tisti pristni, primarni občutki. Zanimiva zgodba, to je prvi komad, ki smo ga bilo kdaj napisali, ampak na prvi album ni dobil svojega mesta. Zakaj je dobil na prvem albumu Rdečo luč? Nekako ga nismo ga mogli spraviti v tako obliko, ko smo ga hoteli, in smo rabili kar nekaj časa, da smo ga postavili. Za besedilo tukaj bi lahko rekli, da je samo za odrasle? Je samo za odrasle, pa mogoče za tiste mlade, ki se že zavedajo, kaj se okoli njih dogaja, ne? Da mogoče si lahko ustvarijo sliko, da je mogoče včasih pametneje malo premisliti, pa ne iti z glavo skozi. Verjemi, najraje pa bi jo poslušali ne mlajše. Ja. Bedne fore, kjer smo se smejala, vse smo si zgradila.
Sempre nič ti neom je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, skupine Alo Stari, Tine je z mano. Prej sem dejal 5 let delovanja, če tako potegneš črto pod prvo 5-letko. Fajn je bilo, ful se je zgodilo. Škoda za tisto COVID situacijo vmes, ki se je zgodila, kar bi se lahko zgodilo še več. Ampak to nam je dalo časa za ustvarjanje novih stvari, da smo pol relativno hitro lahko drugi album spravili skozi. In pa tudi že takrat se je nekaj materijala pripravljalo, ki bo zdaj slišan verjetno na naslednjem albumu oziroma skozi single, kakorkoli se bomo za to odločili. Ves čas ista postava? Ves čas ista postava, že od začetka, ne vem. Nekako smo se našli, nekako funkcioniramo skupaj, poznamo vse svoje finte, vsak en drugega pozna. Pa da ne boste mislili, da se mi ne skregamo, itak da se spičemo, vse to je normalno, ne? Se brez tega ne gre. Ampak na koncu vedno najdemo nek kompromis, ker pač nima smisla. Če moče še predstaviš zasedbo, kdo je poleg tebe, pa kdo bo tudi v Ormožu 24. maja igral? Seveda Matej Kosmačin na bas kitari, Matic Mlakar in Jernej Meteš na kitarah in pa moja malenkost na vokalu, pa seveda Tomaž Medvar na bobnih. Vsi z veliko energije. Vedno manj vsako leto, ampak se trudimo, da ohranjamo to mladostno energijo, no. Je treba imeti veliko kondicije za nastope? Zato smo se ravno zadnjič pogovarjali, se veš, kondicije več različnih tipov, ne? Enim to pomaga, enim drugim, full kondicija je treba, pač bolijo bobnarja, bolijo recimo roke, mene boli celo telo, ker moram skakati tam, pač treba je biti koliko toliko fitno, z nečim se je treba ukvarjati. Torej nabirate kondicijo? Absolutno. Trenirate? Absolutno. Vsej, mislim, lahko govorim za sebe, pa za nekatere ostale vem, da hodijo na košarko ali eni hodimo na squash in podobne zadeve. No. Glede na nastope, ki so zelo energični, je treba. Res je, res je. Kako visoko lahko skočiš največ? To pa nima pojma. Dobro vprašanje. Globoko se da kar nekaj, če te publika prime. Če me publika prime, samo bom rekel, da v 95% jim to uspe. No. Se je že kdaj zgodilo, da ni šlo čisto po načrtih, ampak to je to, vedno smo preživeli. Vidim, da si zelo priljubljen, ker te nosijo te po rokah. Ja, bi lahko rekli. Naslednja prije tako leto, tudi prvi singl, ki je napovedal drugi album. Tudi prvi singl, neposredna, direktna, mogoče ravno po tem COVID obdobju, pač totalna kritika sistema, kritika družbe tistega obdobja in mislim, da je zelo lepo napovedala, kar neko zgodbo, ki se vije skozi drugi album. Ob tej skladbi sem si napisal odo optimizmu. Seveda, moramo biti optimistični, če ne bomo, zakaj pa sploh smo, konc konca. Prije tako leto, ko ni bilo zabit, mamo hotel sem objet, pa s fotrom pivo spit. Gradil sem bajto si v oblakih, zdaj pa jih več ni, pa nijam pojma, kak se naj nazaj zgradi. Jaz bi rad samo, da bi vse bilo po starem, pa ne verjamem, da se da kaj naredit. Prije tako leto, prije taki dan, ko jezen si na celi svet. Prije tako leto, prije taki dan, prije nepričakovan. Pa se vsakič prepričam, saj ne več tak, pa je vsak nov začetek enak. Vse mi gre na živce, vse treba je zapret, stari senilni dedi merijo si kurce spet. Zakaj bi šla, če bela muhi sploh razlaga, da najboljši je od reka strah od upanja. Jaz bi rad samo, da bi vse bilo po starem, pa ne verjamem, da se da še sploh kaj spremenit. Prije tako leto, prije taki dan, ko jezen si na celi svet. Prije tako leto, prije taki dan, prije nepričakovan. Pa se vsakič prepričam, saj ne več tak, pa je vsak nov začetek enak. Komaj čakam, da lahko si pivo odprem, na kateri štikl danes umrem. Prije tako leto, prije tako leto, prije tako leto.
Prije tako leto skupine Alo Stari oddaje Radioaktivno. Sem pri Nič ti neom je vaš drugi album, 12 pesmi ste dali nanj. Ja. Nekako imamo v glavah, da album, če ni vsaj 12 pesmi gor, da ni album. Ne? Dolgo smo bili bit, ko bi dali album z 10 komadi, ampak sploh pri nas je 10 komadov zelo plošča hitro mine, ne? Ker so komadi relativno hitri. Tako da pri nas je ta 12, mogoče 11 pogojno bi šlo, ampak 12 je pa ducat, ne? To je taka lepa številka, ne? Ki zaokroži celoto. No. Kako nastajajo skladbe? Kdo je za kaj odgovoren? Ponavadi vsi komadi, vsa osnova nastane pod mojih rok. Jaz prenesem relativno izdelano zadevo že na vaje, potem pa se lotimo aranžmajev, pa postavimo zadeve tak, da funkcionirajo, da imajo neko strukturo, ki funkcionira in komad izpeljamo do konca. Koliko se skregate pri skladbah, kaj ti dejal si prej, da se tudi skregate? Seveda se, ne, iščemo pač, to je super, konc koncev, ne, 5 različnih ljudi na 5 različnih načinov doživlja komade, ne, sej vsak doprinese nekaj svojega noter, ne. Zdaj, če bi vsak vztrajal pa egoisto pri svoji stvari, pol se ne bi nikam premaknili, ne, ampak seveda moramo pa dostikrat tudi požreti neke zadeve, ne. Če komad skozi besedilo in glasbo pove to, kar je njegov namen, pol smo mi naredili to, kar smo morali. Kdo reče, da mora biti ta skladba še bolj na šus? To pa je čisto odvisno od situacije. Po mojem odvisno od tistega, kaki dan je imel kdo na tisti dan, ko smo se lotili recimo nekega komada. Vem, da smo mislim, da ravno pri tem novem singlu Babe imeli eno konkretno debato, kak hard naj bo komad, ne, kak face naj kitare nažigajo. Pa smo potem kar jih precej našpanali, no, vse v začetku. Ali pa potem je treba tudi kdaj pa kdaj kaj omiliti? Absolutno, ne. Naprimer, ne vem, če smo že tam, ne, ampak mislim, da še nismo. Ampak tudi, recimo pri Naaguši komadu smo kitice relativno umirili, zato da ima lahko potem tisti svoj vrhunec na koncu. Tako da ja, moramo se v življenju umiriti, ne, se življenje yin-yang, črno-belo, ne. So vzponi in so padci, tako je tudi nekako pri komadih, ne. Naslednjo si dejansko že napovedal Naaguši, skupaj z MKM, Mariborska naveza. Ja, moglo se je zgoditi enostavno. Dolgo časa smo se tipali, potem je pa naenkrat prišla ideja za ta komad in itak Marko je bil takoj za in smo ga spravili skozi, tudi video spot smo potem šli posnet za njega in je bil, mislim, po moje eno najbolj napornih snemanj, zato ker smo najprej, mislim, da skoraj 8 ur čakali zaradi neke tehnične težave, ki je nastala. In smo pač na tej kmetiji, kjer smo snemali, pač malo doživljali neke drugo življenje, kot smo ga navajeni v mestih, ne, ampak je bilo full fine. Z veliko žlico komaj stran sem dal plenico, mislil, da sem vse mogoč, bil pa je klic na pomoč. S črno-belo dajem barve, namesto da bi se igral. Zakaj se stari pizdi, če pa vse delam prav? Naaguši, ne mi reč, da nisi vel. Naaguši, celi cajt sem te že gledal. moraš biti tisti, Kaj ti ni niti malo bed. pa kaj moš res biti taki kmet? Naaguši, Ne mi reč, da nisi vel. Naaguši, Celi cajt sem te že gledal. moraš biti tisti, Kaj ti ni niti malo bed. pa kaj moš res biti taki kmet? Stari bi bili mladi, samo mladi tako stari hočejo, pa v naših krajih vsi doskrat ločeno jočejo. Jaz imam svoje cilje, jih lovim odločeno. Zakaj ne podpiraš in forsiraš, dragi oče, no? Ne mi guši, ko kakega spušim, nismo še na konju. Ne mi ruši, ko plane imam v duši. Slišim se v vonju, ne vidim se v vojni, samo špilam na svoje strune. Vem, na svojih porazih se vedno naučiš na pune. Se vedno naučiš na pune. Ne mi reč, da nisi vel. Naaguši, Celi cajt sem
na kurac, jaz pa nočem umret. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa hočem živet. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa nočem umret. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa hočem živet. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa nočem umret. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa hočem živet. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa nočem umret. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa hočem živet. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa nočem umret. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa hočem živet. Celi svet mi gre na kurac, jaz pa nočem umret. Celi svet mi gre na kurac, stari. Tak? To je to, ne? Ti nekolikokrat ti rečejo, ne guši. Jaz se trudim, da mi bi čim manjkrat, ne, ampak vedno ne gre, ne, včasih so take in drugačne situacije, v katerih se znajdeš, da enostavno moraš slišati to besedo, če ne druga kot neki focen, da te malo prebudi. Besedila so tvoje delo, ostajaš zvest mariborščini. Ostajam, kljub temu, da ne živim več v Mariboru, ostajam zvest temu narečju, ker ga težko spravim ven. No, so me že skregali, da mariborščina ni pravi izraz, da naj bi se reklo mariborska mestna govorica, ampak za nas je to mariborščina, tako da ostajamo v tem seveda. Kaj to pomeni, da sedaj prevzemaš drugo narečje? Niti približno, ker ga po moje ne bi znal. Ker pri mojih letih si že toliko vpet v neki svoj oblak, v katerem pluješ, da bi težko šel preko tega. No. V besedilih, kot je slišati, pa si neposreden. Tako Vedno. na prvem kot na drugem albumu. Vedno, včasih je pač najlažje skomunicirati tako, da direktno povemo. To je tudi nekako, ne vem, ta mariborska stvar, da ne okoličimo, ne olepšujemo stvari. Ne. Se pa nekod jih seveda zapakiraš tako, da je mogoče malo metaforično izraženo. Ne. Samo ko pa je treba povedati bistvo, pa ni samo ravno. Seveda si vedno tudi kritičen. To mi dobro opazuješ družbo, pa kaj se dogaja okrog nas. Se pravi, vedno moramo biti kritični, ne? Vedno moramo pogledati stvari iz različnih zornih kotov. Če jih ne bi, potem ne bi bilo napredka, ne? Tako družbenega kot, ne vem, napredka v razvoju. Glede na besedila, je kdaj kaj cenzure? Ti rečejo, čuj Tine, to pa ni primerno. Bolj gre mogoče za samo cenzuro, dostikrat se jaz štopam nazaj, pa me potem ostali, ne, to more biti tak, ne. Samo cenzura? Samo cenzura, ja, sploh pri kakih kletvicah, ne, vedno probam najti najprej besedo, ki ni kletvica, pa se postavim v neko dejansko situacijo, nekega pogovora, pa ugotovim, da je pač, da tega nadomestka besede ne bi nikoli uporabil, ne, in pač se moram vrniti nazaj na kletvico, če je v tistem primeru potrebna, ne. Imate pri albumu oznako eksplicitno? Mi smo naredili svojo verzijo tega, ne, ker pri nas tega ne poznamo, tako imajo v Ameriki ta parental advisory, ne, mi imamo pač pozor, vsebuje mariborščino. Naslednja, še enkrat. Ja, ta je malo težji komad, ki ga na koncertih zelo redko igramo, ker se nam zdi, da je malo preveč, kak bi rekel, preveč je težek, preveč je besedilo močno za koncert in nam nekako ne gre v koncept, samo tako kot komad na albumu pa ful dobro deluje. Pač govori o tem, da če bi bilo kaj lahko spremenil, bi verjetno vseeno obral popolnoma isto pot, ki sem jo obral do zdaj. Ne da bi nam bilo namenjeno, ne verjamemo niti v neke te stvari, v neko usodo, pa to, ampak se nam zdi, da pač vse, kaj smo dali skozi, kljub vsemu slabemu, pa vsemu dobremu, bi se točno tako še enkrat zgodilo, če bi se. Derem se na glas, pa ne spravim vunene besede. Sem še to sploh jaz, ali je vse skupaj brez veze. Glavo bi si beg v trgo, spustil goloba, da zleti, in pol bi z mene rasle rože, ti pa pol to ti vrcali. Sploh se ne bojim, ajde malo me je strah, saj bi se lahko potrudil, na koncu bom tak za oprah.
še enkrat in Alo Star z albuma Sempre nič ti neom. Kot vidim, promocija albuma intenzivno poteka, ob izdaji sta bila tudi 2 večja koncerta v Ljubljani in Mariboru. Ja, res je. Zelo, zelo fina razprodana koncerta v Cvetličarni in na Štuku v Mariboru. Nenormalni občutki, no, ko sploh v Ljubljani, mariborski band je to enkratno, ker so pač res iz cele Slovenije prišli ljudje. Samo na tvoj koncert, na tisto uro pa pol, intenzivne akcije, poleg tega je še cel koncert v bistvu posnet, bil v živo, tako da obstaja cel video posnetek tega. In je cel spomin še toliko bolj ostal pri nas. To je po moje največja stvar, ki se nam je zgodila, no. In še jo bomo ponovili. Ne zelo v kratkem, ampak v prihodnjem letu pa pripravljamo nekaj še boljšega, še večjega. Prav zanimivo je, da mlad mariborski band razproda Kino Šiška. Kino Šiške, nismo razprodali smo Cvetličarno. Oziroma Cvetličarno. Pri Kino Šiški, mislim, da je 6 ali 7 kart zmanjkalo, ampak ja, bilo je vseeno tudi fajn v Kino Šiški, ampak Cvetličarna je bila pa še toliko večja stvar, zato ker smo res tudi mi napredovali kot band, kot produkcijsko, kot celoten dogodek je bil izpeljan res na visokem nivoju in je bilo zelo fajn. V tem mesecu čez nekaj dni se oglasite tudi v Ormožu. Res je, kmalu, že 24. Ni več tako daleč do takrat, ne. Zbudi se Ormož, ne. Skupaj s Kreslinom pa Murphy, ful se veselimo, da bomo končno igrali v Ormožu. Ker v Ormož smo ponavadi šli v Unterhund na kakšne koncerte ali pa kaj takega, ne. Zdaj bomo tudi mi tu igrali, tako da smo zelo veseli. Upam, da bo vreme ok, da boste v mestni grabe. Vreme bo super. Verjetno pa lahko pričakujemo ves vaš material, vse hite. Pričakujete lahko skoraj vse hite, razen tisti, ko jih res ne igramo, ampak to je mogoče 2 komada, ki jih ne zaigramo od vseh, tako da ja, skoraj vse. Imate kaj težavo, kdaj pri izboru repertoarja za koncerte? Ne, mi se ponavadi na začetku leta že odločimo za en repertoar, ki ga potem postavimo, ga preobračamo, to je proces, ki traja, da to dobi neko svojo obliko in ponavadi v začetku leta probamo, postavimo, potem se pa tam v roku meseca 2 zadeva pokaže, katera najbolj funkcionira in tisto potem nekaj časa držimo, dokler nas spet ne pridejo novi komadi, pa moramo potem zadevo spet malo premešati. Torej nikoli ne rečeš, nisem jezen, sao me razpizde. Pa še kolikokrat. Zakaj? Ful dostikrat rečemo to, mislim, te pogovore sem že imel na enih drugih intervjujih. To je taka naša stvar, taka totalno mariborska, ko si, ne, v tistem afektu, ne, ampak nisi dovolj, da bi pa prestopil, ne, da bi šel pa še korak naprej, ne. To je tisti neki status quo jeze, ali kak bi rekel, znaš ga še ustaviti, ne, kar je v bistvu ful dobra stvar, ne, da se lahko malo nazaj držiš, ne, ampak po moje pa vse je enih 2-krat na dan pride do kakšne take situacije, ko se moraš pač umiriti, pa si reči greš še po eno kavo, pa vzameš tistih svojih 5 minut. Baj, da z mene ne o nikoli nič, vse kaj narejem je za nič. Fotra ni bilo dolgo spet, materi se zrušo celi svet, mene pa boli kurac, kaj govorijo. Taki life je totalno adio, zakaj se starat zmizdi? Nisem Jezus, sao me razpizdi. Sebi smilim se, jaz sem otrok ulice. Pa je, da mi je to bilo prirojeno, da bom vedno pinco v temo. Ko je foter drugo žgal, sem jaz se z Lego kockami igral in mislil, da bom to vse kuj tak preživel. In čakal, da si vsak za mene cajt bo vzel. To lažo sebe vrata Nobene rabi se na mene dret, vse kaj sem rabo je bil samo en
Tine iz skupine Alo Stari z mano oddaji radioaktivno album Sempre nič ti ne bom vrtiva. Kdo sta ta dva fantka na naslovnici vašega drugega albuma? Ta dva fantka sta pa čisto neka random zadeva iz interneta, ki smo jo malo po svoje zapeljali. Predstavljate pa v bistvu zgodbo tistih, ko smo mi bili še malo mlajši, pa smo hodili, ne vem, ven ob vikendih, pa to so se vedno našli eni težaki, ki so delali probleme, zato ker so, kaj jaz vem, svoje frustracije ali pa ne čudne odnose od doma pač probali na nek način spraviti ven in to je bil njihov edini način, ne. Danes, ko pa pogledamo na take ljudi, ne, pa vidimo v bistvu otroke, ki imajo cigaret, pa mislijo, da so že ne vem kaj dosegli. Mi v Mariboru rečemo, da so Boga za jajca primili, ne. Rekel bi, da sta dva mala frajerja. Ja, tako. Prvo si misli, da si kateri izmed teh dveh ti? Ne, nisem. Nima da kaj drugega početi kot kadite? Upam, da bi imela, ne. Je možno album dobiti tudi v fizični obliki ali samo digitalna izvedba? Ja, možno je seveda CD in pa vinilka, oboje tik pred tem, da razprodamo, ampak mislim, da kmalu bo prišel nov ponatis, no, tako da bomo jih spet imeli na voljo. Potem pa verjetno tudi vse streaming platforme? Tako, na popolnoma vseh streaming platformah je možno poslušati naše komade, tako da. Je tam kaj odziva poslušalcev? Mislim, naš največji kanal je praktično sta YouTube in pa Spotify. Imamo res veliko poslušalcev, ki so konstantni, ne? Niso to pač enkratni poslušalci, ne? In naš komad je tudi na ogromno playlistah, ki se pojavljajo. To pomeni, da so ljudem všeč, ne? In to je nam tudi všeč. Glede to, da je danes ta streaming platforma oziroma streaming platforme so globalna zadeva, je tudi kaj odziva s tujine? Mi se niti ne trudimo posegati v tujino, zato ker z našim lokalnim dialektom mislim, da smo si nekako naredili meje, se pa resno pogovarjamo o tem, da bi probali mogoče pa k našim južnim sosedom ali pa kam iti, ker mogoče pa bi vseeno, ne. Včasih se znajo malo napraviti, da nas ne razumejo, samo jaz mislim, da ko smo mi doli na morju, da nas čisto vse razumejo. Mogoče bi morali pogledati tudi severno, na avstrijsko Štajersko, ko oni govorijo svoj dialekt, jih tudi nič ne razumeš. Res je, zadnjič sem ugotovil, da v bistvu tudi oni rečejo krumpir, ne, krumbirk rečejo, ne rečejo kartofl, ne, na štajerskem, avstrijskem. Čekaj malo, če to mi rečemo. Naslednja, glavno, da mi dva sva skup, duet s pevko skupine Before Time, ki so tudi pred kratkim izdali novi singl. Ja, zelo dober singl so izdali. Zate? Tako, ki ga je produciral tudi naš kitarist Matic. Ful dober komad. Ne vem, znajo smo čisto po naključju stopili skupaj v stik. Predlagala je ena druga pevka iz ene slovenske skupine in je ful. Mislim, da je bila ona tretji poskus vokala, ki smo ga iskali in je bila perfekt za ta komad. In enostavno se je vse poklopilo, posneli smo, mislim, da v enem dnevu vse in potem smo se lotili tistega videospota, ki je vsem kar odprl oči, no. Čisto slučajno se je zgodilo, da je takrat se začela tudi vojna v Ukrajini in se je vse tako poklopilo, da je bil to kar en face focen družbi. Dejansko to skladba o razpadajočem se svetu. Res je. Zanimivo, da je ta komad nastal že še v naših osnove so že iz naših prejšnjih projektov še pred Alo Stari. Tu pa je nekako potem, dolgo smo se tudi odločali, če je to sploh komad, ki nam paše v koncept, pa smo se vseeno odločili za v kombinaciji z ženskim vokalom. Naslednice vstanem, vem, da o konec sveta. Če še zadnjič ujamem tvoj smeh, bova srečna šla. Ne niti pomislo, kak se je zgodilo, pač bo. Za vse kam zamudo, mi bo vseeno bilo. Še zadnjič bom srečen, predno me bo razneslo, a to me odneslo v nebo. Že more tak biti, ker folk je res glup, glavno, da mi dva sva skup.
naslednjič vstanem, vem, da bo konec sveta. Končno zrušene meje, nikjer več nobenega Boga. Sami dva v parku, objeta, prestrašena. Bova čakala konec, pa ne veva, kako se konča. Še zadnjič bom srečna, predno me bo razneslo, a to me odneslo v nebo. Že more tako biti, ker folk je res glup, glavno, da mi dva sva skup. Tine, vidim, da imate še spletno stran. Res je. Stara šola glasbenikov. Stara šola moramo jo imeti, zaradi tega, ker imamo gor tudi spletno trgovino, kjer se res ogromno naših majic in različnih drugih stvari proda in je pač neko nujno zlo, sploh pa. Mogoče je spletna stran bolj namenjena organizatorjem, pa takim zadevam, kot pa poslušalcem, ne, tisti so bolj na socialnih omrežjih, pa na streamingih, pa tem. Vidim, da imate že tudi opremo za poletne dni, od natikačev do žog za na plažo. Vse imamo. Vse, kar si izmislimo, vsako leto si izmislimo, kaj bomo letos imeli. Pa vsakič skušamo ponuditi nekaj novega, pa nekaj svežega. Kako pa ste aktivni na družabnih omrežjih? Precej največ na Instagramu, ki je pač naša najbolj, pomembna platforma. Nekako najbolj naša generacija oziroma generacija, na katero ciljamo, se živi na Instagramu. Trudimo se tudi biti na ostalih teh novejših TikTokov in teh podobnih, ampak mislim, da Instagram ostaja tisti naš glavni kanal. Pa Facebook seveda še kot neka klasika stara. Kot pa se meni že prej tudi veliko vlagate v videoprodukcijo. Ja, na začetku smo dosti delali sami, zdaj enostavno čas več ne dopušča, pa skušamo sodelovati z različnimi produkcijskimi skupinami, da spravimo ven izdelek, ki smo si ga zamislili. Ki je vreden ogleda. Tako. Naslednja 10. po vrsti bo Preživeli smo še eno noč. Ja, ta je pa zelo zanimiva, zato ker smo se odločili, da bi radi naredili popolnoma enak videospot, ki so ga imeli že mi dva, pa Hamo. Ob šanku. Ja, ob šanku, v istem prostoru. Vsi so me spraševali, kje je ta kafič? Ni kafič, bil je včasih v Celju, ampak mi smo hoteli narediti isto foro, pa tudi povabiti vse akterje, ki so že prej nastopali noter. Tonča, pa Dimeka in Hamota, pa še Rudi Bučarja, ki je tudi bil v Hamotovem videospotu. Tako da je bila super zadeva, ker gre za komad, ki govori o pač dnevu po tisti prepiti noči in kaj vse ena taka noč lahko spremeni. Preživeli smo še eno noč, začeli hitro že čez dan. Danes se me boli, samo ker ste bili vi, srečen sem, ker vas imam. Preživeli smo še eno noč, noben ni rekel, da se mu mudi. Z glav vedno skozi se z demoni borit, dneve in noči zabit. Preživeli smo še eno noč, začeli hitro že čez dan. Danes se me boli, samo ker ste bili vi, srečen sem, ker vas imam. Preživeli smo še eno noč, noben ni rekel, da se mu mudi. Upali smo si bit, trajat ko it, dneve in noči zabit. Pa nikoli ni bil stran, vržen drugi dan, točno tak je moglo
za šolo življenja. Ker prava tega nikoli me naučila ni. Preživeli smo še eno noč, meni je bilo pune fajn. Skrajnica je že bil, da sem srce izlil, ne bi vas imel rad nič manj. Preživeli smo drug drugega, skregali smo se na smrt. Ampak tisti nasmeh, ko smo videli se spet, tega ne boš mogel nikoli razumeti. Pa nikoli ni bil stran, vržen drugi dan, točno tak je moglo biti. Točno tak je moglo biti. Alo stari album Sempre nič ti neom, Tine z mano v oddaji Radioaktivno. Kako gledaš na slovensko glasbeno sceno? V zadnjih letih absolutni preporod z ogromno novimi bendi, z ogromno nove glasbe, sploh tudi zanimivo, ne? Ko smo mi bili mlajši, je zelo težko neka kvaliteta masovno nastajala, ne? Zdaj pa se nam zdi, da vsak izdelek, ki pride ven, ima že nek nivo kvalitete, bodi si produkcijske, bodi si vsega, da enostavno smo zelo srečni in face spremljamo celotno slovensko glasbeno sceno. Kot si omenil, veliko mladih bendov, obetavnih bendov, avtorsko zelo ustvarjalnih bendov. Izjemno, sam sem tudi del žirije pri Showrocku, kjer zbiramo mlade bende in je tudi vsako leto več prijav in bendi so vedno boljši in vedno težje nam je zbirati. Ne? Glasba po eni strani ni tekmovanje, ne? Ampak če pa že moreš nekako gledati na to, pa lahko ocenjuješ z količino bendov, ki kvalitetno delajo. Kako ste si pa na ti z umetno inteligenco, prej si jo že omenjal? Nekaj stvari smo probali z umetno inteligenco, recimo videospot Nisem jezen, samo me razpizdi, je narejen popolnoma z umetno inteligenco. Jo skušamo uporabiti tam, kjer je primerna, ne? Ampak bolj jo jemljemo kot nek hec. Recimo pred začetkom naših koncertov smo naše komade spremenili s pomočjo umetne inteligence v neke druge stile, iz čistega zabancija, ne? Ampak nikoli in nikdar pa umetna inteligenca ne bo našega bistva zamenjala, ker nima smisla. Tako kot je, ne vem, nek citat bil na internetu, ne, umetna inteligenca naj mi pere pa lika, kreativo pa naj prepusti nam, ne. V kopilota sem upisal samo alo stari in odgovori mi naslednje. Hej Bo, kako si danes? Vidim, da si omenil alo stari, si njihov oboževalec. Ta mariborska skate-punk skupina je precej energična in zabavna. Njihov album Sempre nič ti neom je bil izdan lani, kar pomeni, da so še vedno precej aktivni na glasbeni sceni. Ja, zanimivi so ti AI odgovori. Problem pa v tem, da jih moraš z njimi moraš znati dobro delati, ne? Ker včasih ti lahko dajo popolnoma napačne informacije. Ne smemo tega jemati za 100% prav. Seveda pa lahko pomaga, ne vem, pomaga nam pri organizaciji, pri raznoraznih teh zadevah, pa absolutno. Kaj misliš, katere skladbe pa mi izpostavi kot vaše najpopularnejše? Kaj jaz vem, po moje vse bi dal, ne vem kam. Še mogoče kakšno? 5 jih je izpostavil. 5 jih je izpostavil. Ne vem, če je šel po YouTubovem algoritmu, pa po številu ogledov, potem mogoče tudi glavno, da midva smo skup, preživeli smo še eno noč, pa star. 3 si zadev. 3 sem zadev, wow, celo. Ne vem kam, vse bi dal, glavno, da midva smo skup, Ja. potem so tukaj še valove, Aha. pa spaljujemo te, ko bomo mrtve. Zanimivo. Tako on vidi, oziroma ona vidi. Oziroma ono, ne. Ja, ali ono. Se več ne vem, kateri spol date umetne inteligence. Ja, res je. Predzadnja, ki jo bova spustila, bo že dolgo. Ta Res pa je. je malo drugačna. Na začetku si mislil, da ste se v country podali. Ja, ampak vse country nam je vedno bil všeč, tisti pravi, stari country. Pač Nashville, pa to je meka, glasbena meka, ne, tudi za vse muzičarje, ne glede na zvrst. In ima nek čar, no, je nekaj popolnoma drugačnega, kot je pri nas, ne vem, narodno zabavna glasba.
ampak se nam je zdelo, da paše nekako ritmično v to, kar smo mi skušali narediti tu s tem komadom in smo enostavno za začetek mogli narediti taki. Sploh pa zaradi tega, ker je naslov komada že dolgo, ne, in smo si nekako predstavljali, mater so se mogli dolgo s tistimi vozi po tistem divjem zahodu voziti, ne, preden so prišli do nečesa, ne. Tine, za konec tega pogovora in predstavitve drugega albuma, vidim, da imate kar nekaj izzivov pred sabo. Babe že najavljajo tudi tretji album, čeprav si pridejal, da še je to malo oddaljeno. Ja, res je. O zadnjem komadu ne bom zgubljal besed. Neposreden, direkten, čista zabancija z naše strani. Naredili smo tudi video spot v obliki videov teh klap dalmatinskih. To je bila pač totalno mislim, da eno večer, ko smo praznovali nekaj rojsten dan. Ja, to moramo narediti, ker je pač fora in to je to pač. Gremo, ne? Če ne bi se po moje potem spraševali, zakaj nismo tega šli narediti. Čista zabancija, v osnovi pa je komad, ki je na albumu, pa ta pa je tisti, ki je najbolj ponazarja muziko, po kateri smo mi zrastli. Hitra, neposredna, kritična in da pač enostavno vdari. Je kaj cenzure pri naslovu? Niti približno.
Če pogledamo še naprej, v kakšno smer razmišljate? Razmišljamo zelo široko. Nova besedila so, še vedno ostajamo mi, ampak so malenkost drugačna. Tudi babe imajo že mogoče malo nek drug groove, ali kak bi temu rekel, kot ti komadi. Nekateri so pa čisto naši. Še vedno bomo ostali družbeno kritični, pa skušali najti neke tematike, ki bojo lahko tudi zabavne, ki bojo fajn, ki bojo enostavno take, da ko boš prišel na naš koncert, da boš dal vse breme tistega tedna, meseca ali pa leta iz sebe, pa užival. Vsi pa lahko pridejo na vaš koncert tudi v Ormožu 24. maja. Tako, upam, da se bo Ormož zbudil, pa kot si že rekel, optimistično. Sonček bo, more biti, skupaj z Murphy, skupaj s Kreslinom, mislim, da bo ena ful zabavna noč pred nami. Tine ima repertoar že pripravljen. Absolutno. Za konec še ena, kot sva rekla, to bo Jebite se vsi, po naslovu poveš vse. Povem vse, brez piskov, brez cenzure. Ta je namenjena vsem tistim, ki pač so škodoželjni, ki hočejo enostavno drugim povzročati škodo, namesto da bi se pogledali v ogledalo pa spremenili nekaj na sebi. Tako da ljudje morajo poslušati tudi besedilo, ne samo prebrati naslova. Tako. Kajti potem lahko se napačno vse skupaj razume. In se pojavijo čudni Facebook komentarji. Tine, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Z veseljem. Hvala tudi vam. Jebite se vsi! Pa vas ne boli. In tisti, ko ponudim vam prst, vzamete roko, vzamete trst. Tisti, ki vedno znate zamuditi, ko pa gre za vas, pa morate vedno prvi biti. In tisti, ko dosti preč govorite, malo naredite. Jebite se vsi. Jebite se vsi po vrsti. Kam se vam mudi? se vsi i klapa prijatelj na 666 gigabajt. Jebite se vsi, jebite se vsi, jebite se vsi, jebite se vi, jebite se mi.
se vsi, jebite se vsi, jebite se vsi, jebite se vi, jebite se mi. Smo Alo Stari in poslušate oddajo Radioaktivno.